Tako koalicijski kot opozicijski poslanci so v začetku meseca na seji 3 odborov državnega zbora močno podprli manifest industrijske politike, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije. Prvič doslej je nek dokument s predlogi vladi dobil takšno podporo v parlamentu na 3 odborih, 32 glasov skupaj za in samo 1 proti. Na seji upravnega odbora GZS je z magistrom Velimirjem Boletom z Ekonomskega inštituta Pravne fakultete tekla razprava o makroekonomskih razmerah, v katerih posluje slovensko gospodarstvo. To, kar je danes magister Bolet povedal tle, je na nek način potrditev tega, kar smo mi na mikronivoju uspeli narediti v zadnjih letih. Člani skupščine GZS so sprejeli integralni plan dela GZS za leto 2016 ter imenovali člane predsedstva GZS. Osrednji del seje je bil namenjen pogovoru o spremembah na področju poklicnega izobraževanja in sodelovanja znanstveno-raziskovalne sfere z gospodarstvom na področju uresničevanja strategije pametne specializacije. Identificiranih je 11 takšnih področij, ki so zelo zainteresirana za razvoj vajeništva. Pod okriljem GZS od decembra dalje deluje slovensko-bangladeški poslovni svet. Njegov namen je neformalno povezovanje in širitev sodelovanja med obema državama. Predvsem pa posel. Gospodarska zbornica Slovenije je v sodelovanju z informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji organizirala drugo strateško konferenco Slovenija 5.0. Udeleženci so razpravljali o financiranju industrijskih projektov z evropskimi sredstvi, digitalizaciji industrije ter o pametni specializaciji. Gospodarska zbornica Slovenije je sigurno tisti organ, ki to področje dobro pokriva in zato smo videli skupno točko, kjer lahko povežemo priprave na razne ukrepe, ki jih pripravljajo v Evropskem parlamentu, z konkretnimi izkušnjami gospodarstva v Sloveniji. Letnega srečanja prejemnikov certifikata odličnosti Excellence Slovenija se je udeležilo več kot 100 imetnikov tega certifikata. Tokrat so bile prvič podeljene tudi nagrade 13 podjetjem in podjetnikom, ki so uspeli pridobiti certifikat 3 leta zapored in imajo v zadnjem letu po metodologiji družbe Kofas najvišjo bonitetno oceno 10. Mislim, da je ključnega pomena to, da imamo predane zaposlene in pa stranke, s katerim imamo partnerski odnos. Dr. Vojko Toman, vršilec dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino in magister Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS, sta slovesno parafirala dogovor o sodelovanju med obema institucijama. Dogovor pomeni nek nov korak v smeri intenzivnejšega sodelovanja med uradom in gospodarstvom. EY Slovenija je v sodelovanju z GZS podjetniško-trgovsko zbornico na Gospodarski zbornici Slovenije pripravil promocijski dogodek ob izidu knjige Družinsko podjetništvo 2015. To successfully transfer family business is to not only develop your business, you also develop your family. Na GZS je potekala slavnostna podelitev nagrade Netko 2015. Podeljene so bile nagrade v 5 kategorijah in 2 posebni nagradi. Nagrado za agencijo leta si je prislužila ekipa podjetja Enki, nagrada Glas ljudstva pa je pripadla spletni strani www.bolha.com. Med finaliste sta prišla Zelena prestolnica, Cevko pa Grini. Po skoraj 2-letnih pogajanjih je bila podpisana nova kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, katere so podpisniki GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Mi želimo, da bi ta pogodba dobila tudi razširjeno veljavnost in da bi vstopila v smernice javnega naročanja.